Papež Frančišek je med današnjo katehezo govoril o upanju, ki se mora odražati v življenju. Naše upanje namreč ni nek pojem, ni neko čustvo, ni nek telefon in ni nek kup bogastva, ampak je oseba, je Gospod Jezus, ki ga prepoznavamo kot živega in navzočega v nas in naših bratih. Izhajal je iz 1. Petrovega pisma, kjer apostol poziva, naj povemo za razlog upanja, ki je v nas. Sveti Peter takole piše: končno pa, bodite vsi složni, sočutni, bratoljubni, usmiljeni in ponižni. Ne vračajte hudega za hudo ali sramotenja za sramotenje. Nasprotno, blagoslavljajte, ker ste bili v to poklicani, da boste tako deležni blagoslava. A tudi če bi trpeli zaradi pravičnosti, blagor vam. Njihovega zastraševanja se ne strašite in ne dajte se zbegati, pač pa Gospoda Kristusa slavite v svojih srcih, vedno pripravljeni na odgovor vsakemu, ki vas sprašuje za razlog upanja, ki je v vas. Če je Kristus živ in prebiva v nas, v našem srcu, potem moramo dopustiti, da postane viden in deluje v nas. To pomeni, da mora Gospod Jezus vedno bolj postajati naš življenjski vzor in da se moramo naučiti obnašati se, kakor se je on obnašal, delati to, kar je delal Jezus. Upanje, ki prebiva v nas, torej ne sme ostati skrito v nas, v našem srcu, ampak se mora širiti navzven, prevzeti prefinjeno in svojstveno obliko blagosti, spoštovanja in dobrohotnosti v odnosu do drugega ter celo odpustiti tistemu, ki nam dela hudo. Tako je delal Jezus in tako še vedno dela po tistih, ki mu dajo prostor v svojem srcu in svojem življenju, zavedajoč se, da se hudo ne premaga s hudim, ampak s ponižnostjo, usmiljenjem in blagostjo. Zato sveti Peter tudi pravi: boljše je namreč, da trpite, če že hoče Božja volja, ko delate dobro, kakor zato, da bi delali hudo.